V reprezentančnem tekmovalnem premoru za ekipo je tudi tokrat čas v Ljudskem vrtu za humanitarno dejanje, za klasično dobrodelno akcijo Vijolična kri, ki je tudi tokrat privabila mnoge krvodajalce z namenom darovati to življenjsko pomembno tekočino. Med njimi se je prvič znašla tudi legenda Maribora Jasmin Handanović. V času tekmovalne aktivne kariere tega ni mogel početi, zdaj ko je v trenerskih vodah, pa se je odločil pridružiti veliki vijolični ekipi krvodajalcev. Nova vloga, pač enostavno prvič dajem kri in velikokrat sem šel to skozi, ko sem videl polno ljudi, ki darujejo kri in enostavno z malo spodbude je tudi meni prišlo pač ideja skupaj, da damo kri, da pomagamo drugim. Rade volje, če lahko pomagamo, če smo lahko solidarni en do drugega, mislim, da je to vseeno nekaj, kar manjka v tem svetu in premalo se izpostavlja. Na koncu nas obkrožujejo vse te negativne stvari in novice. Tudi taka ena pozitivna spodbuda je dobrodošla. Tudi tokrat so se zbrali različni krvodajalci, od navijačev do zaposlenih v klubu in ostalih. In tudi tokrat lahko ocenimo, da je akcija uspela. Že dolgo sodelujemo. Jaz mislim, da smo začeli sodelovati leta 2011. In od takrat občudujemo ta nogometni klub Maribor. Že takrat smo povedali, da ta nogometni klub ima posebno poslanstvo. Torej ne gledamo samo zadetke v mrežo, ampak to energijo pretvorimo v solidarnost. S to solidarnostjo pomagajo naši krvodajalci, navijači, simpatizerji tega kluba, našim bolnikom, ki se zdravijo v naših slovenskih bolnišnicah. Jaz mislim, da več kot to en nogometni klub oziroma naši športniki ne morejo pričakovati od navadnega življenja, ker življenje ni večno. Da svojo energijo, športno energijo, tekmovalnost po drugi strani pretvorijo v solidarnost, jaz mislim, da je to največ v človeškem življenju, kar lahko napravimo. Humanitarna akcija darovanja krvi v Ljudskem vrtu tudi še v sredo, zato vabljeni.